da najbrž ste zasledili, kako je naslov današnjemu večeru. Priprave so zakon. Ne? Pokimite tako. Ja. Torej, mi nismo imeli časa za priprave, tako da bomo malo improvizirali. Eva Rorman je tudi tle. Pozdravljam vse kolege filmarje, filmarke in tako in tudi mlajše razne, ki vidim, da so morda prvič tukaj, kar je zelo lepo. Se pravi, nismo imeli časa za priprave, tako da bomo improvizirali, kar pomeni, da mi ne bomo kaj dosti, ampak boste vi ta glavni. Tako da bomo vprašali Danico malo, Evo malo, ne, Mastilovića malo, Amirja malo, DOP-je Vlada Bulajiča malo, razne producente, DOP-je, režiserje bomo malo spraševali, kaj si oni mislijo o pripravah. To je bila zdaj zelo duhovita šala, ampak pustimo to. Ampak mali test pa moram izvesti na začetku, in sicer koliko od prisotnih, to ni nič hudega, koliko od prisotnih vas je že sodelovalo pri celovečernem filmu, ker v glavnem se bomo pogovarjali o celovečernih igranih filmih. Roke gor tisti, ki ste. Okej, manj kot tretjina, kar je dobro. Danica jih ima že enih 50 za sabo, tako da filmov mislim, ne let. Dobro. Okej, bo pa tako, kot sem obljubil. Malo bomo mi, malo bo pa, upam, da interakcije, kar pomeni, da ste vljudno vabljeni na vprašanja, ki lahko letavajo tudi vmes. Ni treba, da gremo tako A, B, pol pa vprašanja, pod C, lahko že vmes, če vam kaj ni, ali pa če se vam zdi, da bi morda kaj še dodatno osvetlili, prosim, rokca gor, kdo bo že opazil, se vas približno vidimo, ali pa malo z glasom pomagajte, pa bo. Torej, moje ime je Miha Hočevar, jaz sem režiser, pa malo scenarist, pa malo še kaj drugega. Z mano sta pa kot mlajši Igor Godina, asistent režiser z dolgo kilometrino, in pa še z daljšo kilometrino Matija Kozamernik Jojo, direktor filmov, ne morem reči filma, ker jih je že kar nekaj za njim. Zdaj pa bi se, če dovolite, tudi jaz malo usedel. In začel s prvim vprašanjem, ki bo za Matijo, oziroma bom rajši kar z anekdoto začel. Jaz tako dolga leta že delam filme, pa to. In skozi nekaj tam na enih špicah, nisem še delal z njim do takrat, ko nek Matija Kozamernik, Matija Kozamernik, Matija Kozamernik, Matija Kozamernik. Sem pol vprašal kolega, pa dobro, kdo je ta Matija Kozamernik? Ja, Jojo. Jojo. No, to sem pa vedel, kdo je. Tako da priimek pa ime v filmu včasih ni glih ta prava referenca. Bolje vzdevek. Kako pa tebe kličejo, Igor? Igor. Dobro. Matija, kaj je tvoj profil? Jojo, kaj je tvoj profil? Kako bi v 2 stavkih opisal svoj poklic, o poslanstvu bomo pa kasneje. Ja, s filmom začnem takrat, ko je požegnan od filmskega centra, ne, se pravi finančna sredstva, pa me v bistvu producent angažira, se počasi že prej kaj dogovarjamo, ne. Bomo to pripravili, pa ono pa tretje, pa tako naprej. Ampak se pravi, tvoja funkcija je, prejmeš projekt, ga moraš preštudirati, razdelati in izpeljati, in ko je konec snemanja, je tvojega dela v glavnem konec, malo še pospravljate? Ja, v glavnem, mislim, itak najprej scenarij preberem, ne. Se dobim s producentom, režiserjem, ne, preberem, res ga preberem. Potem se pa začnejo pač te priprave, se pravi določi se datum, mogoče imamo že kakšne, jaz temu rečem včasih tudi predpriprave, ne. Zdaj je že kar navada, da hodimo kakšen let pred snemanjem, ne. Sigurno tulele še usklajevanje na Vibi, ne.
upam, da so bili danes producenti uspešni. To bo Eva povedala. Tamle sem slišal en dober smeh. Potem pa, ko se pač določi datum, ne, pa se pravi, odvisno od velikosti projekta, tam ne vem, nekaj, če imamo predpriprave, ne, tam je 3 mesece pred začetkom snemanja, ne, se pravi določiti datum snemanja in potem greš nazaj, kar je pač treba pripraviti, ne. Pa do konca snemanja, potem pa v posnemanju v bistvu noben producent me ne bo angažiral za postprodukcijo, ki je to premalo dela, ne, da bi bil tam na nekem honorarju za 6 mesecev ali pa plus, ne, ko je treba par ljudi skoordinirati. Mislim, sodelujem pa zraven, ne, mislim, ali po telefonu, po mailu, ker kakšne stvari pa treba vse narediti, ne. Ja, ker postprodukcija je v glavnem zapri ljudi v razne sobe in naj dokončajo svoje dela, ni pa več teh velikih logističnih zalogajev. Ja, tako ja, v bistvu je copy-paste je v bistvu postprodukcija skoraj vsak film, ne. Mislim, Pa pustimo zdaj postprodukcijo, ker je sladka faza, ko je stvar že posneta, vidva sta pa v glavnem zadolžena za to, da se stvar posname, če bi zelo poenostavil. Posname v tistih gabaritih, okvirih, finančnih in drugačnih, ki smo jih pač dobili, da izpeljemo projekt. Igor, tvoj profil, asistent, režiser. Ja, mislim, jaz pa začnem delati v bistvu, ko je... Malce bližji. Začnem delati v bistvu v enem trenutku, ko recimo, da je v optimalnem svetu že neka končna verzija scenarija, ki jo lahko pač prečitam in razdelam in ko je tudi že jasno približno, kdaj ne bi se snemanje začelo. Tako da jaz v tej točki pridem in začnem čitati scenarij in iz scenarija ven v bistvu pač počasi prepoznavati probleme in pač stvari, ki jih je treba nastaviti in pač pred snemanjem čez spraviti. Pa sodelujem še celo snemanje, ko pade zadnja klapa, ko se pač neha snemati na lokacijah, pa tudi jaz prekinem s svojim delom, ponavadi dam še zadnjo verzijo snemalnega plana, to, kar smo zares posneli in kako in kdaj smo to posneli. In takrat pa preneham z delom. Tudi isto v postprodukciji nimam nobenega opravka ponavadi s projektom. In glede na honorarje ga pičeš pa malo na Kanarske? Ja, absolutno. V vsakem projektu vsaj leto in pol si frej vzamem. Človek si mora spočiti, tle ni dileme. Jaz bi zdaj omenil nekaj grenkih detajlov, in sicer, da sem jaz star 56 let, vidva pa Igor 35, nobene punce ni tukaj, pa lahko kar številkami operiram. 35 let in Jojo 44 let. In zdaj bom pa še povedal, onedva sta mi rekla, cirka toliko pa toliko filmov, pa cirka toliko pa toliko filmov, jaz bom pa lahko kar natančen. Jaz sem jih posnel 5 in sicer v zadnjih 20 letih, od leta 98, 5 celovečernih filmov. No, Igor, kot mlad človek, jih je posnel do zdaj 20, Jojo pa 44. To so samo celovečerci, tudi kratki pa serije, samo celovečerni filme posnel. No, pa sem jaz malo računal, ok, zdaj jih imam 5, naslednjih 20 let, še 5 je že 10, kar ene 60 let bi moral, mislim, zelo veliko let bi moral, da bi sploh ujel Igorja. Tako da to je ena mala prednost vajinih poklicev je to, da se gre iz projekta v projekt. Ni tako, kot pri, bi rekel, avtorjih, ki ne morejo glih 2 do 3, ok, morda kakšen od avtorjev lahko DOP lahko naredi morda 2 filma na let, pa že to je malo hudo, a ne, scenograf morda tudi, maskerji lahko večkrat sodelujejo. A je to lepo verjetno, ali kaj? Jaz bi si želel zelo veliko. Mislim, ja, je na en način je prednost, ko lahko veliko projektov delaš, pa tako je pa to tudi pač ta poklic je zelo naporen, tako da tudi zdaj preveč iz enega projekta v drugega skakati, pa tudi pač ni fajn, ne, ker to ni normalno delo 8 ur od 8 zjutraj do 4 popoldne, ampak so to dostikrat dnevi, ki trajajo med 12 in 14 ur, po dnevu, po noč, na mrazu, v rekah, na soncu, v puščavah, v jamah, pač kjerkoli.
že, ne. Sem te ohranja mladega to, ne, ker vidim, da basta. Ampak ti si v 10 letih, torej, če rečem, da si s 25 nekako štartal v profesionalno. Veš kaj, sem že prej, jaz sem v bistvu pri 16 prvič z Opsom začel ene stvari delati. Prvi film, da sem v neki produkcijski vlogi delal, sem pri 16. Tako, ne. Dobro, ne bomo zdaj o genetiki, a ne? Jojo, 44 filmov, kjer je bil? A prvi? Ja. Prvi bil Marmelada, Okay. Desperado Tonik. Omnibus. Ja. Omnibus, ja. Da se bil cel film, ne? Ja. Bil sem prej pri dosnemavanju Oda Prešernu, Srebodnjaka pa Kruh in mleko. Se pravi, že na začetku so te poklicali kot krizni menedžer, dosnemavanje, štala je, Jojo, prid reči. Ja, ne, mislim, že prej sem se ukvarjal s tem nekimi organizacijskimi stvarmi, no. Pa ne bi zdaj v tem, ampak bi pač, ja, pač so se štiri tam že prej poznala, no. Pa mi je pa on poklical, da imajo pač za nek film, da rabi še kakšnega pomočnika, asistenta, pa sem prišel pa akcija, pa gremo. Kjer film je bil najtežji? Ma vsi so težki, ni enega lahkega. Ok, kje smo se imeli pa najbolj lušten? Smo se imeli, ne? Ja, čisto drugače, če gre ekipa, tako bom rekel, ne, čisto drugače, če gre ekipa nekam na neko lokacijo, vsaj 2 ure ven Ljubljane, ne, se to je v Sloveniji že kar malo težko, ne. In je tam skupaj 2 meseca, kar neka velika familija, ne, ko se pa še zvečer kaj podružiš, se tudi kaj zmeniš, kakšen sestanek pa tako naprej, kakor če si pač valjda tle v Ljubljani, ne. Ko itak imaš še pol doma neke probleme, ne, če si pa tam pač pa toliko stran, 2 ure stran, na primer, ne, ali je to Prekmurje, ne, to Baldanica pozna, jaz Balbovec. In si tam skupaj in je valjda veliko bolj prijetno, ne. Seveda, ker si na filmu, si to vsi veste, ki se ukvarjate več ali manj s tem, a ne, si čudak, ne, že v osnovi si čudak in potem, ko si v projektu, si pa še toliko bolj čudak, ker si v projektu in je verjetno muka ljudem, ki ne razumejo ustroja filmskega ustvarjanja, živeti še s tabo. Prej zvečer pa razlagaš, kva si vse posnel namesto, da bi povedal, kaj vse boš jutri uredil na pošti, banki, za družino in tako. Tako da naš ta mal romski sindrom je prisoten, ampak glih jaz se tudi strinjam, da če si na terenu, so stvari bolj zaokrožene, bolj izolirane, lažje se posvečamo temu, kot pa še zraven, kako bi rekel, dnevnemu življenju. Ok, nekdo vaju pokliče, običajno vaju pokliče kdo? Mene vedno producent. Ja, seveda, sej to je. Ja, producent. Pač. In čas se zgodi, da ne zazvoni zvonček. Producent je Miki Štamcar. Halo, Miki Štamcar? Tukaj? Ni ga. Ker ga ni, da sem si izmislil. Najbrž, če pokliče producent, ima najbrž nek denar in če ne poznaš njegovega imena, je to zelo čudno, ker v Sloveniji se vsi poznamo. Ne? In pol kaj se zgodi, če nekdo pokliče, a se malo pokličete pa vprašate, ti kdo je ta tip? A so kakšni primeri? Drugače vemo, ne? Plejada, Usual Suspects, vemo, kdo v Sloveniji dela filme, kdo prihaja, kdo odhaja. Ponavadi vemo, kdo so producenti, ki so že nekaj naredili, se dokazali to. Včasih pa se zgodi tudi, to je najbrž kar faktor, ne? Mislim, ne vem, če pokliče, mislim, imamo pri nas drugače tudi veliko nekih mladih produkcij in producentov, ki pač imajo razne budžete, razne formate, razne filme in se mi zdi, mislim pač ja, če te pokliče nekdo neznan, pač prvo valjda se prekliče ljudi in vprašaš, kdo so te ljudje, čisto zato, da če je to kakšen človek, ki ga ne poznaš, zato ker pač prej ni prišel s tabo v kontakt, ker pač ni profesionalen ali kaj, na nek način nekaj ni bilo v redu, ne?
Če pa to neka mlada produkcija, pa če izveš, da so to neki zanimivi ljudje, pa tako z veseljem ponad sprejemem tudi take projekte in tudi pač se mi zdi to skoraj da ena dolžnost nas, da podpiramo tudi Seveda. nekaj bolj neznane. No, tle moram spet mičken uskočiti, ker smo rekli, da se bomo pogovarjali o celovečernih igranih filmih. Ne. Je zelo čudno, če te nekdo pokliče, pa ga ne poznaš, ne, in reče, imamo celovečer, zdobili smo €500,000 na centru in zdaj pičimo, jutri začnemo snemanje čez en mesec, halo. Najbrž govorim, nekako se projekt se začne, a ne. Okej, pol razčista to, ta producent recimo je čuden, se slišita z njim in Zdaj malo iz realne neke situacije izhajamo. Ne, ali kaj, ja, pač, ja, če te pokliče, recimo, pač, če našteje neke sodelavce, kjer ti smatraš kot zanesljive, še vsem znaš mogoče verjeti, da se gre za nekega človeka, ki je pač pričel neko novo produkcijo, ampak si je nabral nek kader, ki je pač usposobljen in bo pač to vseeno neko relativno normalno snemanje. Se pa zna zgoditi tudi, da to pol ni tako. zelo čuden je, če te pokliče nekdo, ki je pač sploh prvič v stiku s filmom, ne. Nismo hoteli nič, kratki filmi, normalno, dokumentarci, animirani, ne vem, vse, kar spada zraven, normalno. Začneš iz malega in greš dalje, ampak govorimo bolj o nekdo je financiran od države in te pokliče nekdo, ki sploh še ni delal, se ti zazdi čuden. Ampak okej, pustimo to. Kako se potem obdata, da ne rečem oborožita z sodelavci, da ne bomo teh preveč militantnih, ker film je mala vojna, ne, brez streljanja. Kako se obdata z sodelavci in kateri so, recimo, če ti, Igor, začneš, tvoji osnovni sodelavci, na kakšen način jih zbiraš, kako bi to morda spremenil? Mislim, moj najbližji sodelavec je drugi asistent režiser, v smislu, da sodelavec, ki odgovarja meni, no. Pol je še nekak vodja statistov, včasih je še drugi asistent režiser, včasih je še tretji asistent režiser, pol pa na samem snemanju pa včasih tudi asistenti produkcije. Pač, ne vem, druge asistente si izbereš glede na projekt, je fajn, da so ljudje, ki so izkušeni, ki jim zaupaš, pač, ker to je človek, ki mora avtonomno delati svoj del, če se ti moraš preveč ukvarjati z njegovim delom, pol svojega dela ne boš mogel reči, skratka za vsako to funkcijo je super, da so to neki ljudje z nekimi izkušnjami. Mislim, najbližji sodelavci je režiser, ne? Mislim, ja, ne, to so ne, tvoji asistenti, ne? mislim, da ni tako enostavno. Ja, moj najbližji sodelavec je seveda režiser, pol direktor fotografije, na en način tudi producent, ne, sem zdaj, če sprašuje, kako se oborožim, ne, pol se oborožim ja. Ja, ta vstopna faza, da svoj sektor pač oblikuješ, ker je bistveno, da imaš ljudi, katerim lahko zaupaš, ne, ker če ne veš, je pa seveda to rahel ta problem. Vsi si želimo dajati priložnost in privabiti nove sodelavce, mlajše, da vstopijo noter, ampak če nima nobenih referenc. Ja, in je dostikrat človeku ne narediš nobene usluge, če ga daš neizkušenega na neko funkcijo, ki je odgovorna, ker lahko kot prvo projektu narediš kakšno škodo, kot drugo pa zagabeš temu človeku del pri filmu, recimo, ki če je drugače lahko zelo v redu, sem če nekako veš, kaj počneš. Da, ja. Kje pa si nabirajo izkušnje? To si najbrž znate sami odgovoriti, ker si jih že nabirate. Ne? Mislim, čisto v produkciji, po moje, razni asistenti produkcije, tretji asistent režije je tudi super funkcija, kakšni set fotografi, če je kdo fotograf, tako pač take neke. Ja, v produkciji, če primerjaš tujino, ki jih je v produkciji nekih 38 napisanih, ne, je v Sloveniji mehen drugačne. V bistvu ponavadi producent, če ima srečo, ima enega pomočnika v pisarni, ne. Jaz sem pa na setu z vodjo snemanja, enega pomočnika imam še, ponavadi je to location manager, vzporedno, in to je to. No sej, seveda je tudi to logika, včasih kdo reče, dostikrat, ne vem, tudi meni recimo pristopijo mlajši pa rečejo, jaz bi bil lahko asistent, jaz bi bil lahko jaz tudi, pa tam, pa to bi, pa to. Seveda, mi si želimo, ampak vseeno je tudi stvar ene racionalizacije. Videli smo ekipe, predvsem dostikrat tuje reklame, da ne govorimo, pa razne serije, da ne govorimo tujih, da so res, pride jih
plejada, tam kar enih 60 pa to. Pa rečeš, pa zakaj pa ne? Ja, zakaj? Kljub vsemu je vsak človek, ki ga imaš zraven, a ne, neke vrste strošek, ne? Prevoz, prehrana, če smo na terenu, spanje, pa tudi ne bomo si tam v enem bloku snemamo, pa nas je 60 pred bajto. Kam se bomo vsi dali? Mislim, tako da naj razumejo tisti, ki so mlajši, da ni zavračanje celo zastonjske delovne sile kar tako, ampak je zato, ker pač stvar nima smisla, ne? Ker pride do inflacije, ekipe je preveč, imaš preveč prevozov, preveč prehrane, preveč cajta gre za usklajevanje, plus temu se niti človek ne more potem dokazati, pokazati ali pa kaj naučiti. Kako torej ti pol zbiraš svoje sodelavce? Ma se pravi, mislim, kaj pa sem, imam dosti stalno ekipo, no. Niti ne menjam kaj preveč, je pa spet o zahtevnosti projekta, ne. Zdaj to, če si rekel, da smo tle v nekem bloku 16 dni, ne, sigurno ne bo 60 tam, ne. Je pa seveda precej jasen recept, da ni treba imeti cel čas produkcije ali predprodukcije vseh, ne. Pač jih vzameš takrat, ne boš vaditelja živali imel cel čas s sabo, če ga pa rabiš 2 dni, a ne. To je najbrž Ne, jasno, saj tudi, ko gremo v predprodukcijo, se pravi, štartamo najprej, jaz režiser, pomočnik režije, scenograf, potem se, to je na primer, kaj pa se, 3 mesece presnemam, dajmo reči, ne. Potem se posada, ne vem, kostum rab, ne vem, 2 meseca, da nabere vse kostume, počasi ti asistenti, ne. Pri vsakem sektorju, in pri scenografiji, in kostumografiji, maski, ne. Maska tudi odvisno, ne vem, če imaš ti neko, če nimaš nekih ran pa tega, se pravi, rabi videti neke igralce toliko prej pripraviti, ni to 4 mesece dela, ne. Kakšni projekti pa to zahtevajo, ne, če imaš ti te neke, ne vem, vampirske obraze, pa ne vem kaj, na primer, ran, krvi. Seveda, vsak projekt je vsak projekt je zgodba zase, ne. Ja. Vidiš, koga moraš prej angažirati, koga kasneje, ne. Mislim, kasneje. Pa tudi, okej. Jasno je pa, da se špara, ne boš angažiral človeka že v pripravah za 4 mesece, če vidiš, da ga rabiš za 14 dni v pripravah, ne. Projekt se pa začne nekako v vajinih glavah ocenjevati, umeščati v prihodnost v momentu, ko dobita scenarij, ne. Zdaj spet malo, od koga sta ga dobila, a je to nekdo, ki je že naredil 6 filmov, napisal toliko pa toliko scenarijev, a je to nek debitant, pa še zraven scenarist, debitant, pa še morda producent precej svež, ki tudi vstopa v pač produkcijo celovečerca pa to. Se pravi, že to je malo drugače odpreš scenarij od Vinka Möderndorferja, ki veš, kaj je že prej naredil, ali pa od ene debitantke, ki prihaja. Ampak kako berete scenarij v osnovi, na začetku? Na primer, glih zdajle je ta dober primer, no, neka deklica, ki mislim, da ima prvi film dela, mislim, ne. In smo manjšinski koproducenti, snemali se bo v Italiji, glavna produkcija v Italiji, mi smo manjšinski. In ker je naš pač del je pač bolj tehnični support, se pravi kamera, grip, luč, ne, prebral sem scenarij, ne, in sem videl, da se začne ob morju in gre zmeraj bolj v hribe, se pravi, konča se gor nekje na 2000 nadmorske, ne. In me je prav zanimalo, kako so zbrali te lokacije, ne, ker so pač malo mlajši pa tako naprej, ne. In prvi dan je bilo v redu, ne, drugi dan, ko smo šli, ne, mislim, nismo šli s kombiji, ne. Ponavadi je moje merilo, kamor jaz pridem s kombijem, bojo tudi kamioni prišli, ne. Najeli smo džipe, ne, džipi niso prišli do vrha, ker je bilo že toliko snega, ne, nakar smo pešačili ne 40 minut. Potem je bila pa taka melja gor, da se ni mogla spomniti, kje je lokacija, ne. Ampak res, mislim, bilo je tam -5 pa veter je pihal, megla, ono. Ja, mislim, režiser je dostikrat zanese, ne, ker najprej gremo sami malo gledati, to je krasno. Hodil sem samo 15 minut, veš, koliko je blizu.
15 minut, pa sem imel sam pol litra vode s sabo, ne pa kamere ali pa nečesa. Ampak sklepam, da ti takoj, ko bereš scenarij, seveda pritegnete zgodba, sledi zgodbi, bolj si vesel, če je zgodba fajn, kot če ni fajn, ampak tudi, če ni fajn, moraš ti to narediti. In kakor sem zdaj, lahko sklepam, da ti kar tako, čoln se pomika po gladini jezera, tebi že... To drugič berem. Ja, to je že drugo. Prvič preberem samo, da vidim, kakšna je zgodba. Ne? Aha. Pa je pa drugo branje, ko grem pa čez, pa vidim, kaj bi bilo naprimer vse potrebno. Ne? Mislim, valjda, če je reka, vemo, kaj, če more še hujš, ne? Če so pa gore, pa zelo hudo. Gore pozim. Zelo fajn. Ja, recimo, kadar punca gazi skozi total po snegu, kolikrat lahko to ponoviš? Ja. Svež sneg, deviški sneg in ona gre. Kolikrat lahko ponoviš? Ja, ni glih prav. Ja, se smo že improvizirali, ne? Pa z Ja, metlan skakali, pa dosti glavniki travo gor, ne? Da bo lepa travca, ki gre po deviško lepi travniku, nekaj še noben ni dotaknil. Nekar pride kombi, ne, kje bomo kamero postavili, tljale. Ja. Ja, hvala za danes, ne. Če ni bilo nobenega, ki bi to zaščitil, se pravi, moraš enega... Točno to. Ja, se pravi, nismo bili pripravljeni. Nismo bili pripravljeni, če se to naredi. Ali pa pozabimo en rekvizit doma, ker nismo nobenemu rekli, da mora to. To se dogaja pri unih zgodnih delih, nimaš vseh profilov, a ne? In pa greš na Mangart snemati in je kader, ki mora junak napisati kartico mami, ker ona to zahteva. In potem, kdo ima kuli? Ja, ne vem. A nimamo rekviziterja? Ja, ne, nimamo. Ja, kdo ima kuli? Ja, vsi imamo zmer kulije. Ja, ne, ni, tokrat ga pa ni. Zdaj pet pa dol, v bovc, pa kup kuli, pa prid nazaj. 2 uri smo zamudili, snemalni dan je tok pa tok. Neugodno. Pa vse, kaj ima tajnica režije. Sam bi bil malo razpeljih zmrzno, ne. Ja. Ali pa ona ga ne da. To je njen. Igor, kako ti bereš scenarij? Mislim, predvsem ni razlike, kako berem scenarij od izkušenega režiserja ali pa od mladega režiserja. Pač prvič, ko bereš scenarij, upaš, da bo dobra zgodba. Mislim, da bo scenarij dober, ker si pač mi skozi želimo delati stvari, ki so dobre. Mislim, ki jih vsaj prek scenarija ocenimo, da so v redu. Tudi ni da nujno, da moraš delati nek projekt, če si dobil scenarij. Mislim, se ne zavrneš tako, da pokličeš nazaj pa rečeš, to je pa drek, jaz pa tega nam delal, ampak pač imaš kakšno drugo obveznost, ali kaj, mislim, so drugi načini, kako to pač... Se pravi, ko mi bo še enkrat rekel, da nimaš časa, ne grem nazaj pisati. To ni pravilo, veš, ne. Žal se dostikrat pokrivamo, midva še nisva uspela sodelovati, pa se mava ful rada, ampak lej, midva pa sva. Mi da so kar parkrat, ja. Ja. Mislim, Zigora so pa tudi samo enkrat, ne. Pa se tudi poznava že kar je čas, ne. Lej, pri teh 4 filmih na let pa da vidva nista sodelovala, to je že kar unikum. Tako. Ja, glej, različne produkcije, ne, veš. No. Dobro. In v bistvu je vse skupaj, kar mi počnemo, je, kot si ti lepo povedal, ko smo kljub temu, kar sem prej rekel, imeli kratke priprave na tale pogovor, želje versus realnost. Kaj bi to? Vsi pišemo tako, scenaristi, ja, dajmo malo. Pol pa filmski center da tok, ko producenti tok, to traja leta in leta, želje rastejo, realnost pa ostaja enaka. Mislim, to je pa recimo, da ta drugi del, prvi branje scenarija je pač čist gledaš zgodbo, recimo se odklopiš malo od vsega produkcijskega pa to. Pa naslednja faza je pa, da se v bistvu razdeluje. Se vsak človek dela pri filmu po svoje nekaj razdela, sem pač asistent režiser, pa predvsem ne bi v imenu vseh in v imenu produkcije res pač prepoznaval stvari v scenariju in začel pol to umeščati v neko realno snemanje. Tako da vse, kar je, ko bereš prizor, bereš zraven že vse, kaj to za sabo potegne. Ne vem, ja, avto se pelje po sveže zapadlem snegu, gledamo ga v širokem kadru in snežinke padajo po tleh. Torej rabimo posebne efekte snežinke, širok kader,
to težko delamo, zdaj, da bomo delali to na setu, verjetno bo postprodukcija, sneg mora biti svež, torej bomo delali na več lokacijah, na večjih dneh, obračali kamero, glede na to, kakšno rešitev na to, kakšen avto, kdo bo ta avto vozil, a mora igralec voziti ta avto, je tako širok kader, da igralca ne vidimo, pa mogoče lahko prišparamo, da nekdo drug voz, kaj itak ne bomo vedeli, kdo voz, kaj se bo sam avto. Skratka, začneš prepoznavati v vsakem prizoru noter, kaj je kaj in pol, pa pol se začne nek dolg dialog za produkcijo, kjer se pol začnejo pač v bistvu usklajevati neke želje z neko realnostjo budžeta in pač. Ampak tlej potem v vsakem filmu je nekaj takih zadev, ki so težko rešljive, ne. Že itak je cel projekt težka zadeva, ni to hec, ne. To je dolgotrajen angažma mnogih ljudi in tudi finance so prisotne, odgovornost do teh financ, odgovornost do ljudi, spoštovanje, treba je paziti na njih, da ne zbolijo, se poškodujejo, ne vem koga vse. Ampak par kadrov ima vsak režiser ali pa scen, ki so mu tako. In zdaj treba razčistiti, ne, to si mi malo razlagal, kaj je važno, ne? Zdaj vztrajati na vsaki stvari, mislim pri nas, ker imamo neke omejena sredstva, vztrajati na vsaki stvari do konca, ne glede na to, kaj za sabo povleče, na koncu samega sebe v nogo ustreliš, ker pač realnost bo na koncu taka, da v tem okviru, ki ga imamo zastavljenega, približno boš mogel končati, tako da pač mora tudi režiser nekako znati prepoznavati, kaj so stvari, ki so ključne za njegov film, kaj pa so stvari, ki so se mogoče zdele kot ideja, pa imajo kakšno boljšo rešitev, pa v bistvu ne vplivajo na zgodbo na tak način. Pač ja, važno je tudi neko, pač, da se človek nauči, režiser, da se nauči na nek način prepoznavati, kaj so ključne zadeve. No, ker grozenje se zgodi, vsakmu se zgodi, vemo, ne, kakšna scena leti ven v montaži zaradi tega, ker preobremenjuje ali dolžino filma, ali ne služi razvoju zgodbe, se zgodi, ampak zelo nerodno je, če zapravimo 3 dni od 30, ne, z gromozanskim izčrpavanjem in financ in človeških moči, da pol to gre ven, ne. To je, ne boš ravno kot režiser, govorim, potem cenjen pri naslednjih projektih, ne pri sodelavcih, ne pri producentih, ne. Zapravil 50 000 za neko sceno, ki gre pol ven. Torej nisem dobro razmislil, ne. Mislim, ne samo to, ne, tudi je treba premisliti, kdaj celo ekipo imeti, ne. Dosti je nekih posnetkov v filmu, ne, mislim, se to pač skupaj določimo, kateri so te posnetki, ker ne rabiš ti cele ekipe, no. Na primer, Kapici se maček na oknu, ne, sigurno ne boš imel tam masko, kostuma, igralci, ki jo čakali, da bo tam neka žival naredila določeno akcijo, ne, čakal pa 6 ur na to, ne. Mislim, take stvari gre delati pol mini ekipa, ne. Ali pa celo druga ekipa, ne, tako zvani ali pa second unit, če imaš pač, ne. Ampak eni režiserji so preveč, ne moram biti zraven pri vsakemu detajlu. Pa dobro, smo pač različni. Ja, glej, mislim, če denar je vse mogoče, ne. Ja. Ampak pač moramo biti v teh številkah noter, ki jih pač imamo, ne. Koliko pa pol, pa vzamemo tako povprečen, ne, slovenski film, povprečno slovensko produkcijo, ki vemo, da se giblje vse v evropskih merilih, pri nas spada v low budget, nismo še presegli tega nivoja, ali pa morda parkrat v zgodovini samostojne Slovenije, da smo padli v srednji budžet po evropskih standardih. Koliko bi rekla za tak film, naš slovenski, da je smiselno ali nujno imeti priprav? Seveda so vsi projekti zelo različni, ampak koliko rabimo? Kdaj začnemo? Pustimo zdaj, snemanje vsi vemo, a ne? 35 dni recimo, minimum je, ne bom ga sploh omenil, ker je nesmiseln, ampak ajde, vsaj 25 dni za en celovečerni film, če sta 2 v sobi, in vsaj 40, če je 100 otrok, tam se poja po hribih, a ne. Koliko pa rabimo za priprave, za take stvari? Mislim, zadnje čase, kar se mi zdi zelo v redu, no, jaz temu rečem predpriprave, ne. To je približno, če se bo film delal pozimi,
da prejšnjo zimo vsaj te osnovne ta velike lokacije pogledamo. Ne. Pustimo te tam male lokacije, ki po tam, ne vem, na eni lokaciji 2-3 kadre pa tako naprej. Ampak da se vsaj ta osnovni štimung postavi. Ne. Se pravi, da se gre mini ekipa en let prej, naprimer, te osnovne lokacije pogledati in tudi probati že najdeti. Ne. Mislim, če jo najde, je sploh super. Ne. Zakaj? Ne, kar publika, zakaj že? Če se bo film dogajal decembra? Bravo, Vlad. Točno to. Z Vladom tam so kar Vegetacija. čas sodelovala. Ne. Interjer je brez veze, da gledamo, ne? To bomo že. Interjerje sami osvetlimo pa to. Ampak če boš šel maja pogledati neki snemal, boš pa decembra ali pa še hujše obratno, ne? Krasen pogled, nikjer nič, sonce sije, ne? Pa prideš naslednjič, je pa vse zaraslo z grmovjem, vejevjem in tako. Ne? Se pravi, že en let prej je dobro pogledati kakšne stvari, ki te bojo pol. Se pravi, to je pač mini ekipa. Ne? Ja, to so predpriprave. Okay. Koliko pa pol za priprave? Pa, ne vem, 2-3 mesece približno. No. In to so tudi standardi pri nas, približno 2-3 mesece? CCA, mislim, dan gor, dan dol, kaj takega. No. Zdaj spet odvisen od zahtevnosti projekta. Če imaš ti 2 igralce, majhen drugače, kakor pa če imaš tam 3-4 glavne, pa 17 epizodnih, pa masovke, pa tako naprej. Ne. Ja, ker zdaj bomo mečkam digresijica. Kaj je tvoje delo? Da sploh ne govorim to, da bi kdaj delal kakšen zgodovinski kosmografski film. Ne. Pozabite, to ne. Še vi pozabite, naslednja generacija. Še jaz ga nisem. No. Ja. Okay. Kaj pa je vse treba pripraviti? Pa začnimo s tabo. Kaj vse je treba pripraviti? Ja. Kaj se tebe bolj tiče, kaj pa potem tebe, Igor? Ja, kaj je treba vse pripraviti? Ne. Stvari najprej treba z mojo, mislim, scenografsko, se pravi, lokacije najdeti, kar se tiče kasta, treba čim prej kast nabrati, ne, da ne boš pol 3 dni pred snemanjem izvedel, da je ta igralec na polno zaseden, ne. Kar je, se vemo, da pri nas ni igralcev, ki ne bi nastopali v gledališču, zelo redki so, ki nastopajo v gledališču, oziroma so tam zaposleni. Ne. Tako da je treba, se pravi, dostikrat je treba že kar veliko naprej igralce rezervirati. Ne. Lokacije najdeti, potem pa idealne lokacije tak nikoli ni, se pravi, bomo imeli poleg ekipe scenografije še gradno, ker bo treba zmeraj nekaj popraviti, ne. Prestaviti, prinesti, pa tako naprej. Ne. Se pravi, posege v samo obstoječe. Reče, vse bomo snemali v unmu bufeju. Sam ta barva mi ni všeč, WC je tudi malo bolj beden, lučke, ne vem, jaz bi to zamenil šanko, kaj ajde, ne ostane, kaj je drago. Tako, ja. Povsod, kamor prideš, je nek detajl ali pa 100 detajlov, ki jih je treba urediti. Je policijske postaje ne moramo več snemati, ne. Glede na to, da je skoraj vsakemu filmu policijska postaja, ne. Je treba zmeraj nekje postaviti. Ali je to studio gradna, ki to zahteva svoj čas, da se postavi. Ti moraš to, vse te detajle, ok, producent se pogovarja z igralci glede honorarjev, ti se pogovarja z igralci glede razpoložljivosti, terminov, predstav. To se asistent njegov, ja. Okay. Ti se moraš pa meniti z lastniki lokalov, z lastniki lokacij, s kmetom, z zapore cest. Z vsemi, s policijo, s kliničnom, da ne govorim. Ne. Kaj pa gverila pa to, ker vsak malo mlajši pomisli na gverilo, tako smo tudi vsi začenjali, kako to? Kaj misliš o gverili, da bi kar uleteli, pa tam Tržaška ulica, malo snemamo en pregon, malo za te neki. Če govorimo o igranem filmu, ni gverilje, ne. Jaz nisem za to. A je kdo za gverilo? Če pa dokumentarni film, ne, pa jaz vedno tako pravim, da so pa to moje plačan dopust, ne. Ja. Kar je super. Igor, kaj rabiš v osnovi, kakšne informacije rabiš, da začneš postavljati projekt? Mislim, kaj jaz pridem zraven, je recimo, da kar je Jojo rekel, predpriprave,
ne bi bile že nekaj gotove v smislu tega, da upam, da imajo vsaj neke krovne pač vloge, te, ki bojo, mislim krovne, vodilne, te, ki bojo nosilne vloge, no, te, ki bojo nosili film, pa da imajo neke krovne lokacije že izbrane. Ko jaz prijem zraven, mora biti že nekak scenarij, pač ponavadi si najete 2 meseca pred začetkom snemanja, maksimum 3, ko so stvari že to konkretne, da ti že imaš kaj za razmišljati in kaj za predlagati in tako ponavadi nisi v tej točki, ko se stvari še izbirajo, pa iščejo, pa so okoli hod, no. In prva stvar je, ja, prečitaš scenarij, ga začneš razdeljevati in predvsem pol je začeti treba veliko komunicirati z režiserjem, ker scenarij je nekaj, zdaj pa realnost tega, kaj je v teh straneh noter, je lahko nekaj čist drugega, ne. Imamo ogromno teh primerov, ko je scena dolga 2 stavka, pa snemamo 3 dni. Ne vem, v Fantlovi, kva smo imeli Fantlovi poštarja po Kopru na kolesu, 3 dni snemanja, pač 7 mikrolokacij, zahtevna tehnika, različni časi v dnevu, kako ne bo svetloba pa tako. Tako da skratka treba je vse predebatirati z režiserjem, ko imaš ti zadosti informacij, začneš pa z vsemi ostalimi, na kjer to vpliva, pač govoriti s scenografom, okoli rekvizitov, kostumografijo, okoli kostuma, tako s produkcijo, okoli posebnih zahtev, ki so pa tako. To... Zdaj, ko te poslušam, očitno je to resno Primorsko se dogaja, ne? Ker jaz sem bil pa podobno, ne? Z avtom se peljeta po Portorožu, ne? In ja, okej, ne. Nekam smo to cel dan delali, ne? S tem, da so bile tam mažoretke, pa ni bil isti film, ne? Ker niso bila skupaj. Mažoretke, pa une na kotalkah, pa una s doledom, pa una in smo to cel dan, ne. Bil je pa en stavek, ja. Ja, tako zvane pasažne sekvence. Mirko hodi po ulici. Aha, po kateri že? Po Nazorjevi, po Čopovi, po Trubarjevi, po uni. To pomeni, pa sem naštel samo bližnje. Kaj to pomeni? Vsakič selt, štab selt, vse selt. Iti celo ekipo, ne vem, rigati stvari. Ja. Točno to. In pa kamera na levi strani avta in kamera na desni strani avta. ja, Pa še njo pogled, pa še dajmo kamero noter. In vsako dovoljenje nekaj stane. Ne? Pa vsaka zapora nekaj stane, pa vsako parkiranje nekaj stane. Čeprav nam gre mesto, ajde, še kar na roko za nekomercialne projekte, ampak vseeno. Zanj smo lani delali neko serijo za Korejce kot uslugo, servisno uslugo na Starem trgu, nekih 7 dni snemanja, samo odškodnine lokalom in dovoljenja razna za parkiranje, pa to so nanesla 130 000 evrov. Ne? To posnamemo že ampak to so faktične številke, ki ne moreš kar tam se postaviti na ulico pa začeti. To mora biti vse. Ja, se to je tu stvar. Dobro, vi ste bili to v glavni sezoni, ne? Vemo, koliko je Ljubljana polna takrat. Ne, bilo je na jesen, zima. Ne. Ne vem. Ne, se jaz vem, da ste bili, zato, ker se glih nekaj zaključil, pa me je Winkler klical, pa sem rekel, da ne. Jaz ne vem, jaz sem bil sam šef, tako da Ne, ste bili v glavni sezoni, ker Ljubljana mehna bila polna, pa ja, Ampak mislim, da je zaradi tega, ne. Drugače pa tlele, ja, tle moraš biti previden, ne, mislim, sem isti primer s temi košarkaši, ne, ki so hoteli snemati leto 70 na Bledu 6. avgusta, ne. 6. avgusta na Bledu, ja. Letnik, ne, s tem, da ne bi nič zapirali, ne, Kitajcev je pa to gor, ko jih leta 70 sigurno ni bilo, ne. Ja. Mislim, ne verjamem, no. Razen, če je bil kakšen kongres, Kitajska, Jugoslavija še, ne vem. Ampak moraš biti zelo fantast, da tega nekako ne, da o tem ne razmišljaš. Lahko mi točemo z našo Ja, zatvoriti, tam hočemo. Ja, to Darko Bajč. Evo, Darko Bajč. prijatelje, lahko iz Srbije lahko malo upravljamo Slovencev, ne bomo, ker oni ne bojo zvedeli, dobro. Ampak jim je film na koncu uspel, sam, ja. Ja, mi smo dobro promocijo, ne. Ok, kakšne imate odnos sektorji, s kom vidva morata sodelovati pač z vsemi sektorji, sektorjev nama zdaj naštevali, ko vsi veste, kjeri so, ne, v produkciji. Kaj recimo s kostumi, z masko? Ja, mislim, s kostumom pa z masko bolj drugi asistent dela, mislim, jaz sem... Tvoj sektor pač. Ja, mislim, naš sektor je zato, da ima odnos z vsemi sektorji, to je pač nekak funkcija našega sektorja, da prenaša informacije v obe smeri, da daje pač nove informacije, da planira glede na njihove želje, glede na naše želje, njihove želje, na karkoli pač
moj del je pač pogovarjati se z vsemi vodji sektorjev, čim bolj. Ne. Tako, ne. Ja, zdaj mislim, se vsi med sabo pogovarjamo. Ne? Vse, ja, ampak je to je prav specifično v bistvu. Ja, mislim, mojih itak si nalogah. režiser zbere svojo avtorsko ekipo. Ne? Ja. No, sej, ampak pol, ko vlak enkrat zaštarta, ne, se ga težko ustavi in takrat mora vse teči blazno dobro. Ne. Ja, mi se probamo v pripravah, se probamo domeniti vse, kar se je možno domeniti, ker ko se začne snemati, ko zalaufa na setu, zares ni več časa za odločitev. Mislim, lahko kakšno odločitev sprejmeš, sem lahko, da ne bo najboljša in tako pač probamo vse stvari, ki se jih da rešiti v pripravah, da ko prijemo na set, res samo snemamo. Mislim, pač realiziramo tisto, kar smo se domenili. Valjda je kakšna improvizacija, kdaj se kaj vidi, da je kaj boljš, pa naredimo tako, pa tako. Ampak zmerno pa neko osnovo, iz kjer izhajamo, nek plan A, ki smo se ga pa v pripravah zmenili. In če to preskočiš, je to lahko katastrofalno. Ja, mislim, pa se zato pa so priprave, da se vse te stvari dogorijo. Ne? Ja. Da ni, ne vem, nekih barv noter, nekih vzorcev tudi zaradi kamere, nekih zebrastih vzorcev pa tako naprej, kar se tiče, ne vem, kostuma. Mislim, drugače potrebuje itak vse naprej dogovoriti. Tudi doskrat zato je treba tudi najprej z lokacijo naprimer štartati, ker to, kar je v scenariju napisan, ne vem, če smo že enkrat najdeli idealno lokacijo. Evo. Ne, vedno je ne, pač vedno, ali ti lokacije mogoče že kaj prinese, mogoče se bo mogel pa tudi režiser čemu odpovedati, ker tisto, kar je napisano, ni. Ne. Se pravi, vsak v vsakem trenutku naj bi vedel, kaj se počne naslednje, ne? In vprašanje, ti kaj zdaj delamo, oziroma vprašanje, ti kaj že jutri, je malo neresno, ne? Iz kjergakoli sektorja. Naj bi vsi vedeli, kaj je jutri, razen ko pride un moment višje sile. Sem ne bi, ja. Okay. Ja, ne bi, ampak se ti pa snemalni plan lahko že prvi dan spremeni. Ne? No, primer, da smo prvi snemalni dan kar odpovedali, ki bi tak nalil, da lahko bi šli pač nek interjer stanovanja delati, ne? Ampak vseeno so to luči, elektrika vzune, ampak je bil res močen naliv napovedan. Tako da je pol ekipe pa je itak vedno vzun, ker ta stanovanja naša so mala. Ne? To je 80 kvadratov, 50 ljudi v 80 kvadratov spraviti je malo težko, ne? Da pa še kaj se posname, je pa še malo težje. Plani pri nas, bomo pol kakšno slikco, kako plan sploh izgleda, sej večinoma ste jih že videli. Plani so seveda pri nas zaradi znanih razlogov, ki jih ne bomo ponovno omenjali, zelo natrpani. Ne? Ampak še zmer, če je plan dober, se ga da potem prilagajati, kadar pride višja sila, kadar pride sranje, kdo zboli, ne vem, toča nam razbije set. Če je plan dober, se nekako da. Ja, mislim, ti probaš iti ne s prenatrpanim planom v realizacijo, to probaš v pripravah prepoznati in v nekem optimalnem svetu se tudi zmeniti, kako stvari rešiti, pa že prej mogoče tega je preveč, to zdaj kje, kakšne kompromise najti, pa tako no. Mislim, ja, pač plan, ko v redu stoji, ponavadi v redu stoji, ko se je dobro premislil in se ga že nekako malo zbalansiral. No. Mislim, čudežev se ne da narediti. Mislim, lahko gremo z zaprtimi očmi na set, da bo pa nam nič pomagal. Ne. Ja, jaz sem zmeraj imel kar dobre pogoje, no, lahko potrkam, saj sem si jih tudi izboril, ne. Tudi izboriti je treba pogoje, ampak enkrat sem skrajšal snemanje za 2 dni, drugače sem pa bil tukaj nek noter. Se pravi, so bile moje zahteve približno upravičene, zato ker rabimo tok pa tok. Je pa vedno so ti dnevi, kakorkoli obračamo, so naši snemalni dnevi, pa tudi se je povsod po svetu verjetno podoben, precej natrpani, ne? Ljudje se izčrpajo. Kaj bi bilo treba tukaj morda spremeniti po vajinih dolgoletnih izkušnjah? Saj ne delamo 16 ur, ampak 12 ur pa delamo in recimo, kaj pa vem, maskerka mora priti in njena ekipa že ob 5, mi pa ob 8, pa potem mora še pospraviti. Garderoberi morajo uprati cune, pa jih posušiti do zjutraj, če se otroci pač valajo po blatu tam. Ne vem, stvari so, eni smo na setu, 10 ur na svidenje, pol še neki sestanki, razmisleki, ne vem kaj, eni pa tudi fizično delajo zelo, zelo dolg. Kaj tle sploh in tako ljudje izgorevajo,
se poslavljajo. Vse tudi ne odpoklice. samo fizično, ne. Mislim, če ti vreme je fulno, ne, gre ta ožja ekipa, ki postavljamo plan, tudi dostikrat po snemanju v pisarno, predstavljamo plan, kaj sploh jutri javimo ekipi čez 3 ure, ki smo odločili na zadnjo vremensko napoved. Ja, mislim, za vse, mislim, ja, 12 ur je teh snemanja, ne, ampak imamo pa vsi še prej pa skoraj večina, no. Razen mogoče tehnične ekipe, ampak tudi tehnična ekipa, če jim gre včasih kaj narobe, še kaj pošramfajo, kaj prepravijo, kaj pregledajo, se kaj zmenimo za naslednji dan, ne. Mislim, enkrat, to je moje mnenje, ne, osebno, če je boljši budžeti, ne, upam, da enkrat bojo, bi skrajšal snemalni dan na 10 ur. Kot režiser se moram zavedati, da imam pač tistih recimo zdaj 10 ur ali pa 9 ur in moram točno vedeti, koliko imam še do konca, oblak pa prihaja. In najbrž ne bom uspel posneti tako, kot sem si čist zamislil. Ne? Morda bom moral kakšen kader žrtvovati, ga združiti s kakšnim drugim, ne bom tokrat rezal, probal bom na licu mesta ugotoviti, kaj lahko naredim v teh 2 urah, ki mi še ostajajo, ker enostavno ne bo šlo tako, halo, ne bomo zmogli, rabim še en dan, pa pol še en dan, pa pol še en dan, ker zmer hoče nekaj ostajati. Se pravi, tudi režiser mora reagirati na situacijo in pač nekatere stvari, ki se jih da prilagoditi, ker nekaterih se morda ne da prilagoditi, ne, kakšnih ključnih stvari kadrov, pač moram se zavedati in iti nasprot in stvari pač nekako skrajšati. Ne mislim zdaj metati stran dialogov, ampak ga posneti v krajšem času, kakor se pač da. Ne. Tudi zaradi tega, naprimer, ne vem, kakšne akcije, ki snemamo v Magicu, vsi vemo, Magic je pol ure max, poleti je malo manj, zdaj je majhen več. V tiste pol ure moraš stisniti, ne. Ja, ali ga imaš ali ga nimaš, ne. En kader ali pa 2, Ja. ajde 3, če so simple. Odvisno, koliko je pač velika akcija, ne. Ja, Groplan v Magicu snemati tako malo butast, ne, ponovadi je to. Ja. Ja, mislim, če gremo nazaj, se pridružujem jojo to temu, da se mi zdi, da so naši snemalni dnevi malo predolgi. Čisto sploh kakšne, recimo maska in kostum niso za vse enako dolgi. Ne. Mislim, kakšna maska in kostum, dostikrat sem bil na setih, ki so delali tudi po 18 do 20 ur. Ne. In se pol spi po 2 do 4 ure in to se pač 30 dni se bo zdržal, pa že pol dol padel. In dostikrat je situacija taka, da zaradi honorarjev taki, ki so, ti ljudje delajo iz projekta na projekt, mislim honorarjev ali pa zato, ker pač delaš, dokler lahko delaš, pa tako. In se ljudje preutrudijo, prekurijo, odpadajo kadri, tako ja, no, točno to in se pridružujem temu, da bi mogel biti sigurno, mislim, ne bi bilo nič narobe, če bi bil naš snemalni dan malo krajši, no. In tudi za vse enak, no, vsaj do ene mere, no. Ker vse vemo, pač ta mladostni in začetniški entuziazem, dajmo, dostikrat smo naredili take pa take filme, pa smo se pohvalili, mi smo to v ful malo dneh, za ful malo denarja. Okej, izvoli še naslednjega, če si tak standard zbral v življenju, pa se ga pa drž, ne. Takoj bi pol naslednjega pa gremo, ne, logika je tle, ne. Seveda boš malo se pretrgal, ko vstopaš, sploh če vstopaš po neki gverilski poti, da nisi dobil denarja za film, pa boš zdaj sam nekako, kar se z današnjo to dostopno tehnologijo nekako da, ne. Se pravi, hitro se da doseči en tak tehnični standard, ki ustreza celo velikemu platnu, ne. Težko se pa doseže vse ostalo, ne. Tega bi se morali kakšni malo bolj zavedati. Mislim, nočem preveč v financah, ampak predvsem so tle finance vse odvisne. Mislim, toliko manj ur na dan je toliko več dni, vsi bi lažje dihali, ampak dokler cajta je situacija taka. Ja, meni se pa ne zdi, da to rešuješ, a veš, na ljudeh, ki delajo, ne, pa če treba finance urediti, ne, pa se to... Nič ne rešujeva, ne, se sami do istem. Ne, pravim, ne zdi se mi, da je to odgovor v redu, ko bo finance boljše, a veš, tako bi lahko isto vsa gradbena podjetja delala 20 ur na dan, ja, gled, takole imamo, a veš, ne, mislim, pač moraš vseeno izhajati iz človeka, ki dela, po moje, no. Ne vem, ampak to, ja, pač za kakšno drugo mizo. Mislim, ni primerjave naše delo z gradbenim, no, zato, ker je majčkeno drugačno. To že, ampak govorim samo o eni logiki posla, no. Pa nas ne moraš 3 izmene delati. Ne, to... Ja.
Ja. To je tudi ena možna rešitev, da imaš ti eno ekipo za priprave, eno za pre-light, eno za pospravljanje, valjda. Ja. A tudi za avtorske to? Ja, to je tudi ena možna rešitev. Tudi pri nas je že delal tako, mislim, jaz sem tudi že sete, ker so, ne vem, lučkarji so bili, eni so postavljali, eni so bili na snemanju, pa una ekipa, ki pa je šla naprej postaviti, je šla nazaj postaviti, pa tako naprej, ne. Ampak to je spet to, ne. Ja, ampak včasih to odtehna, imaš, ne vem, neko lokacijo, ki jo ne moreš imeti 2-3 dni, ampak zgolj en dan in takrat boš pač naredil trojno ekipo in nekako to posnel. Sam pa boš moral imeti pa tudi režiser se mora spočiti, igralec se mora spočiti. Pa tudi trojna ekipa stane, ne, mislim, še zmeraj stvar ampak pač ne, moj argument je samo to, da ne moreš reči, da ljudje delajo po 14 ur, zato ker ima toliko malo denarja za posnetek, veš, mislim, pač je treba pač nekaj določiti, koliko se dela, pa probati si večje budžete izboriti, ali kaj. Mislim, obratno. Ne, za kar se borimo že leta in leta in še se bomo, upam, da čim dalj, mislim jaz, ampak upam, da bo čim prej do tega cilja prišli sam. Ja. Ja, pa igralec gre jutri v Beograd za 60 dni na neko serijo in čao. In ga moraš stisniti, ne. Dobro, ampak to so nekako izjeme, ne, ker prej že veš, da bo igralec šel, pa take stvari veš, pa veš, da je lokacija občutljiva, pa na vreme pa na take stvari pa ne moreš vplivati. Ali pa na poškodbe, ali pa na bolezni, ali pa na živčne zlome. Poškodbe, mislim, vse ostali v ozadju, ki nismo pred kamero, se da zamenjati, ne. Ampak se je pa že zgodilo, pač, da se je igralec poškodoval, prekinili snemanje, pa ne vem, mislim, da koliko smo, mesec pa pol smo čakali, no, ker pač to je kar huda reč, ne. tetivo strgal, ne. Za mesec pa pol zamakniti stvar, ki je že stekla, je kar huda reč. Ne moreš glavne vloge menjati, ne. Ja. Ne. Daj pokaži malo lahko se kakšno ti pa še kaj fotko drugega teh. zgodi, da se tudi igralec ali ka druga ekipa, ki je šel še na eno snemanje, ne, pa so ga slučajno obrili, ne. Kakšnega so tudi že postrigali, ne. Ja, Kakšen se je še tudi že samo strižta, ne, Danica. Strižejo se, brijejo se, ja, to so razne stvari, ki igralci imajo pač svoj svet. Ja. Kaj pa je najhujše, kar se vama je zgodilo, tako da je res ostalo kot ena taka huda bolečina? Tako, da je bil kakšen projekt tako, da se je res nekaj takega zgodilo, da pa ne po vajini krivdi ali pa pustimo zdaj čigava krivda, ampak tako, da je bilo res grenka izkušnja. To itak pozabiš, te grenke izkušnje, mislim, ti delitaš, te lepše pa ohraniš, ne. Gremo od uspeha do uspeha. Tako. Slovenski film. Ja, mislim, ne vem zdaj, če bi tle to razlagal, ampak najbolj grenka izkušnja je bila, da smo ugotovili pač v pripravah že, da si v produkciji, ki ni sposobna tega projekta izpeljati in pač pol v eni točki tudi odideš z tega projekta stran, ne. Sem to, ne vem, če zdaj glih forum za to. Ja, mislim, so tudi take stvari, ne. Ampak če že greš z projekta, greš čim prej, ne. Ja, ja. mislim, pa tako, da čim manj škode narediš, no. Mislim, ja, ne. Ja. Dobro, tudi nekaj avtov smo že razbili, ne. Dobro, to so manjše stvari pa. Jaz sem imel kar hudo izkušnjo tako. Na prvi snemalni dan, pa še v Bosni smo bili, v Mostarju je zjutraj ob 5 umrl producent, ki je bil obenem tudi scenograf. In potem smo par ur gruntali kaj in potem smo šli v 7 popoldne snemati in film tudi končali, ampak se pravi, kadarkoli se dostikrat mi nekaj trpimo, režiserji pa to, pa joj, ni to, pa ni to.
pa si rečem, da spomnim se unega dne v Mostarju, pa boš mogoče dojel, da danes pa ni tako hudo. Mislim, so tudi grenke stvari, a ne, se ti zgodijo. Mislim, ja, pride do situacij, ko si prav rečeš, pizza, meni tega treba, ne. Ampak, ne vem, greš naprej, rešiš to, pa ne vem, mogoče je bilo to dopoldan, popoldan pa že čisto druga zgodba, ne. Samo se pravim, jaz te slabe stvari kar delitam, no. Ker vsem si vsi skupaj želimo na koncu nek dober rezultat, ne. Če speljemo projekt, smo že zelo zadovoljni, meni je že vsak snemalni dan totalna zmaga, zjutraj pridem kompletno depresiven, živčen, z gigantsko tremo, a bom speljal to, ali ne bom, z vso odgovornostjo do vseh, ki sodelujejo z mano, plus do financ, plus do potencialne publike, plus do družine, sebe, vsega, čist bogi zjutraj, zvečer pa posneli smo, če posnamemo in običajno vsem posnamemo. Ampak v bistvu delamo za isti skupni cilj, vsi imamo radi film, ljubimo film in verjetno smo srečnejši, če na koncu ta film zapakiramo, ne samo posneli smo ga, ampak da tudi nekaj nastane, na kar smo lahko ponosni potem, ko pogledamo nazaj. Lepo moje, meni se zdi, da ni nobenega v ekipi, ki ne bi imel treme zjutraj, no. Mislim, vsi gremo z neko tremo, a si vse pripravijo, vse zrihtano, vsak sektor. Bog ne daj, da pozabiš na vrh Mangarta nekaj dol v hotelu, ne, pa se je tudi že zgodilo, pa smo rešili, ne. Ja. Če je dobra volja, se itak lažje rešuje stvari, kot pa če je. Včasih prihaja seveda tudi do manjših sporov. Eni ljudje prepozno povedo, da imajo problem, to si tudi omenil. Da če je kakšen problem, da prepozno povejo, da ga imajo. V smislu, če imate sektor, ima nek problem, joj ne vem, če bomo dobili ta uklep do 21. ker pač neki. In pol tišijo to zase, ker si ne upajo povedati, ker mislijo, bomo že rešili, in pol je vse kasneje dobiš informacijo, da je neki problem, težji boš pomagal reševati. Mislim, vse te probleme, če pridejo, treba čim prej povedati, ne. Mislim, sploh ta, ne vem, ni treba, da pride vse do režiserja, do tebe, na primer, ne. Mislim, to je ena izmed teh stvari, ne. Se pravi, če nek problem se hitro pove, in se skupno rešuje, ne. Ni te logike, ni problema, bomo že. Treba je zrihtati. Ja, če ne bomo danes, smo pa jutri, ne. A je zrihtano ali ni zrihtano? Pa jutri posnel, ne. Ja. Pa še jutri en problem, pa naslednji dan, ne. Mislim, ne gre to tako, ne. Pač tisto, kar je ta dan na planu, pač treba narediti, zato ker se tudi mislim, to je en mali detalj znotraj enega sektorja, ki pa je tudi pomemben, ne. In zdaj, da vsi ostali sektorji najebejo zaradi tega, je čisto brez veze, ne. Pa če treba povedati, hitro rešiti problem, ne. Če ključen problem, seveda se tudi pove režiserju, ne. Mislim, glih vsek detalj, da bi pa tam obremenjevali režiserja, pa mislim, da ni potrebno, no. Zakaj en zaspal, pa malo kasneje prišel, ne. Pa tako naprej. Vsi smo malo control freaki, pa se veš, kakšen sem jaz, hočem vse vedeti. Vse ti zvečer povemo. Dobro. Kaj posnet, ne? Igor, vsa ta dokumentacija, ki je potrebno pripraviti, ne, režijska, koliko je to obsežno, kaj je to? Kaj sploh je to? Mislim, ne vem, kar režijski sektor pripravi, je v bistvu razdelava, pač vse neke verzije snemalnega plana, ki so razdelave statistov, dispozicije, tako, mislim, to je za nek celovečer, se to ima okoli 400 do 500 strani neke dokumentacije, ponavadi ne 3x do 4x to, kot je scenarija, je pol še okoli zapisov in razlag in tako. 400 strani, krat 20 filmov, pa 21 let imaš še pred sabo. Koliko pa imaš velik stanovanje? Kam gre ta arhiv? Kje je to pol hranjeno? To je v tem stanovanju noter tlele. Vse je digitalno. Kaj pa pol, ki se zgubi? Dobro, to je za kinotečna zgodovina pa to, ampak vseeno je tega kar nekaj, ne. Jaz doma imam ene par. Jaz ne shranjujem, mislim, imam par stvari shranjene, ne moreš, mislim, ne vem, nimam prostora za to, da bi to selo stiskam. A boš nam pokazal, kako izgleda, če kdo še ni videl plana snemanja? Ker plan snemanja za kratek film, Mojca pa Igor sedita v sobi in pijeta kavo in je to vse. Zdaj recimo fotka sem nekega kosa plana snemanja, mislim, mi delamo, še zmer delamo z listki pa... To je 10 dni. Ja, to je en košček samo, nimam kompletnih nekih totalov, planov snemanja, to je tako, da se jaz lahko prepišem dol, kaj pa to, če moram kaj.
Ampak tle imaš gor označeno v bistvu pač to rata eno tako množstvo listkov, ki so med sabo povezani z raznimi označbami, od oprem do tega, kakšen tip snemanja in tako. In še zmeraj najraje delamo to analogno, čisto zato, ker lahko vsi vspred stojimo, pa se pogovarjamo, pa to premikamo. So pa pol tudi digitalna, pa pač verzija zgleda pa nekako. Darko, ti namoče iz tvojega filma, ne? Okay. Kaj zdaj? No, vidiš, da je papir boljši. To je. Ja, to nekaj so... V tem času bi imel že vse listke predstavljene. Ne? A ja, boš pokazal. Ne, dejansko, ko se postavi nekaj na tablo in se predstavi en listek, smo vsi videli, da se je ta listek predstavil. Če pa 18 ljudi v komp nekaj vnese, pa nismo zihar, je vseh 18 vnese listo. No, to je razdelava, to je zelo zanimivo, ne? No, plan zgleda pa pol tako nekako, ne, digitalni še, to je za en celo večerc, ki je trajal, smo snimali na koncu 30 dni. No, meni to ni ponovati nič. Daj unga nazaj, kaj piše, ali pa unga z lojtra, daj. Ja, zakaj so barve? Ja, okay. Zakaj tam piše doli? Zakaj tam piše? Barve so, da mi moramo čim bolj na hitro moramo videti nadaleč, kaj predstavlja en listek in kar je, tle, kar imam jaz sistem, da kar je v črno-belih odtenkih, torej bele, sive, to pomeni, to so interjeri. Tebe zanima, kaj je v interjerju, kaj ni, predvsem zato, da veš v primeru slabega vremena, kaj lahko snimaš. Barvni listki so pa v eksterjerju. Pa bela pomeni dan, siva pomeni noč, rumena pomeni v eksterjerju dan, temno plava pomeni v eksterjerju noč. In imamo tako označen, da lahko na hitro, če gledamo na hitro, vemo, kako rešitve iskati, no, pa to. Pa dol, nisem pa razna oprema, ne, to je dol, jaz snemalna, pač je voziček. Meni je vedno super, ker piše v scenariju jutro. Kaj je to? Je to dan ali je noč? Zdajle je noč. Kaj je to? Glej to, doli, a to doli je nekaj običajnega, ampak tle moraš očitno producenta prositi, da bo doli tisti dan, pa Kranj je sam štirkat, zelen Kranj. Ne spomnim, kjer projekt je to, kaj je to. To je isti, ja. Ampak vse je treba, ker a boš imel en velik Kranj, ne, 8-metrski, ki ga boš v filmu uporabil enkrat ali pa dvakrat, ker je nesmiselno večkrat, ker pol bo Kranj zgubil to moč, ne, mislim, kadar s Kranjem zgubil moč, a ga boš imel skozi na kamionu in vlačil sabo, ali ga boš rajš sam za tisti dan vzel. Take stvari, ne, ker na dan pač to nekaj stane, a ne. Pa je to 15:15 do 18:00, 2,4 neki. To so približno trajanje od kdaj do kdaj, to je že razmišljanje o tem, koliko časa bo kakšna scena trajala, pa to je že po dogovorih z režiserjem pa direktorjem fotografije o tem, približno kakšne so pač možnosti in se to že napiše ponavadi kar tudi na plan gor. Dejon kader z lojtro. Meni se je to pod gladino, bi rekel, kaj nek bazen je, pa to podvodno bazen. Dejon uno slikco z lojtro. To zna biti kar dolga zadeva, tale plan enih, koliko je tam 6 metrov je na Vibi širine pisarne. 8. 8 metrov in je plan kar skoraj 8 metrov dolg. In potem se pač spreminja. In kako to pa preselite, kadar greste na teren iz pisarne? To je enkaj šel v višino že toliko, da je pol na koncu drugi asistent že z lojtro gor dajal zasedenost igralcev. So bili tudi dnevi, ki je šlo to skoraj do dol tega kartona, mislim stiroporja. In se lahko tudi pokažem, ne vem, recimo razdelavi, kakšen prizor, čisto temu, kakšno je razmišljanje, ki se pokaže v bistvu, kakšno je razmišljanje o pripravah, o nekem prizoru, v scenariju, kaj se izpiše. Sprav v razdelavi mora biti totalno vse. Mislim, ja, totalno vse ni, ne, ampak so neke upomini za vse, ne. Ja, ampak skoraj vse, no. So rekviziti not napisani, vsi detalji, mislim, mogli bi biti vse, no.
Ja, ne, mislim, vse ni, ne, ker imaš to tehniko, pa tako, ki so pač ljudje zadolženi za to, Dobro, tehniko splošno, mislim, ki imamo vse sabo itak. Pomaš pa ti specialno tehniko, ki je treba posebej na dan plačati, ne vem, GF8, kaj pa vem, še neki, ne vem, kamera, kar pa posebej napišeš, ne boš imel kamera, kar isto vse sabo, če ga rabiš 2-krat, 3-krat. Je pa tako, valjda, mislim, če se seli na teren, da smo nekje, pred tebi 2 meseca v Bovcu, ne, valjda so vse tja preseli, ne, mislim, takrat smo šli 2 dni pred tja, ne, da smo preselili, se pravi, komplet vse garderoba, kamion garderobe, kamion, še ostale maske, pisarno preseliti, isto smo plan s sabo vzeli, ne. Se to meni najbolj, vem, da smo nekaj fotkali to, mene je najbolj zanimalo, da te listki so le taka fragilna, občutljiva reč, ne. In jih je po 30 v eni vrstici, kako zdaj to preseliš za 200 kilometrov, ne da bi se vse sesul? Ja, se imaš neko digitalno verzijo. Mislim, to ti je backup, ne. Drugače pa fizično pa te 2 strani, ki sta skupaj, ne, idaš ko skupaj. Da se ne let... Saj kakšen listek pade po tleh. Ko bom velik, bom asistent ali pa kaj. Saj si bil večkrat. Bil sem večkrat, saj to najbolj... Sam velik še nisi. Dajmo še to malo, kako bi predlagali tle predvsem mlajših, kako naj vstopijo, kaj naj naredijo, če bi želeli biti asistent, režiser, če bi želel biti režiser, če bi želel biti v produkciji, kakšna je pot? Saj vsak ima svojo, pa vsi nekaj delate, pa kot smo rekli danes, je tehnika dostopna, pa se da kaj fajn narediti tudi brez velikih ekip pa denarja, ampak so pa omejitve. Kako bi vidva mlajšim svetovala? Film je itak obrt, ne, če mene vprašaš, ne. Tako da je ful dobro, da si, ne vem, ful se splača biti asistent. Ali v produkciji, ali v režiji, zato ker prvi dan, ko prideš na film ali pa na set, noben te ni to v šoli naučil ali kjerkoli, ne. Se pravi, samo te obrtniške izkušnje in ni panike, ni treba biti takoj nekje najvišji po tem, bom rekel, ne, hierarhiji neki, ne. Bolj si je več izkušenj nabrati kot asistent ali pa drugi asistent ali pa tretji asistent, nima veze, lažje ti bo pol. Kakor pa, da je to neka želja, da boš po 3 letih ful ambiciozen prišel do vrha. Nima to smisla, ne. Mislim, predvsem tudi asistenca pri filmu, če zdaj govorimo o režijskem sektorju, ne, dober asistent režiser ni nujno, da je v redu režiser in to tudi ni nujno zares za neko režijsko pot, ta prava, če te zanima režija, mogoče si bolj kot kakšen skript si bližje temu, kot direktor fotografije, kot igralec si bližje temu, kot ti si ponavadi kot prvi asistent ali pa drugi asistent, sploh ni na svetu po večini, ne, ima bolj kontakt z masko, kostumom, pa tako prvi asistent je pa bolj v bližini kamere pa tehničnih sektorjev, ne. Čista režija, to v bistvu so bolj produkcijske funkcije, no. Ampak ja, v biti pa si želiš biti okoli, je dostikrat, da je človek, ki je konstruktiven, pa ki je nekako redu karakter in boš z njim preživel 30 dni enega stresa, včasih odtehta to bolj kot neka izkušnja, njegova izkušenost, no. Ja. Ali pa high profesionalno. Najboljša je kombinacija, ne. Ful dober človek, pa še high profi. Pa še pocen. Dajmo, zdaj še kakšno. Čas neverjetno hitro teče, pa nismo prišli še niti do snemanja, kar ni bila tema. Dajmo še kakšno, pa dajmo zdaj, da na Vlado spet spraševal pa to. Morda, kaj vas zanima kaj? Kakšna konkretna vprašanja, ker če ne bomo šli čez 2 do 3, 8 minut, se bomo preselili v prostore, kamor ste vsi vabljeni tudi na skromno zakusko. Ampak brez vprašanj ne bo šlo. Evo, mene vpraš, ne njega. Prevozi? Kako boš danes domov prišel? Je super, ti povem kar eno dobro zgodbo. En kolega z Maribora, to je takrat, ko je Pop TV prišel v Slovenijo, ne. Mislim, da so imeli te neke audicije za napovedovalce pa tako naprej, ne, pa vodje tam, bla. In tam je ne pol ure razlagajo, bilo jih je 250-300, kako morajo, kaj morajo paziti pa tako naprej.
In tako na koncu ta, ki je vodil pač to, ne, vpraša, ima kdo kakšno vprašanje? Valjda se je on javil, ne. Ja, gospod, povejte. Kaj gre kdo po končanem testu za Maribor, ko nima prevoza? Se pravi, tak ne bi tam službe dobil, po moje, ne. A so si hotel vprašati, kako se prevozi okej. Hvala bilo. Prevozi.org ima zdaj, ne. Več ali manj slovenskih, ja. To so celovečerci. Začel sem z videospoti, nekaj reklam je bilo tudi, no, mislim, kar nekaj, no. Pa tudi kar nekaj kratkih filmov, no, ja. Kar dosti, ja. Sem kar zgodaj začel. Ni dolgo v šolo hodil, pa so ga dali na film. To je to. Ja, 44, pač ti lahko morda 2-3 na let. 2-3 na let, 2 do 3 na let. Bolj logično, ja. 2 nekako. Mislim, smo tudi že 3 stisnili, no, saj zato pa. Glede primerjava, se pravi snemanje na lokaciji interier, realna lokacija pa studio, recimo. Koliko sta te dve stvari v praksi, glede to, da se velikokrat posega po stanovanjih, ali je to res toliko cenej na koncu, če bi se neko črto potegnil, kot bi se šlo v gradnjo, pa zoptimizirali stvar? Ja, mislim, odvisno, kaj hočeš pokazati, no. Bom rekel, zame, ma tle je na koncu, no. Veš kaj, ne vem, zadnja 2 filma, ki sem jih delal, ne, en je bil v studiu Gradna, ampak smo bili res veliko dni v studiu. In se je splačalo, ker tega na realni lokaciji pač ne bi mogli posneti, poleg tega, da smo. Drugi je bil pa tak film, da je bilo pa ves cajt, iz stanovanja si ves cajt na balkon hodili in nazaj noter, ne. Tle bi pa pol mogel v bistvu v postprodukciji. Sedaj, da tam, ko smo imeli to stanovanje, to je bilo stanovanje nekih 32 kvadratov, ne. In smo še 3 dodatna stanovanja najeli. Totalno srečo smo imeli, da smo dobili še zgornje stanovanje in spodnje stanovanje in sosednje stanovanje, kjer je bila režija. Se pravi, režija je bila sosednje stanovanje, stanovanje gor je bila maska, garderoba, pa tehniki so imeli nekaj izpravljeno, pa še odspod so imeli tehniki izpravljeno, pa še dol v kleti smo imeli ta, ko imajo bloki ta skupinski prostor, tam smo pa vsi ostali, ker nam ni treba biti nujno na setu, no. Tako rešuješ, ne. Pa valjda ful prej obvestil, pa vsak dan obveščati stanovalce, ne. Pa dosti, da se enemu zrola, ne. Vse mu je že, ne. Ja, saj moje prednosti, jaz bom tako rekel, ne. Če smo v studiu, imam veliko manj skrbi, kakor če smo na realni lokaciji, ko ves čas paziš, od kje bo kakšen norc prišel, pa kaj bo sosednjega bloka, en imel žurko tam, pa party, pa muziko nažigal. Pa glih takrat, ko pridete, ko je scena na balkonu, da začnejo odspod ulico rušiti, ne, zato ker so plinovod na novo vlekli pa tako naprej. In to so delali ene 2 meseca, ne. Tako da smo pa s temi gradbinci se tam nekaj dogovarjali, pa tako naprej, ne. Ne, pa že. Na primer, v studiu teh motečih elementov ni, ne. Ampak studio je pa pač, najem studia, postaviti studio je kar neka številka, no. Predvsem pa pogledi ven, ne. Pogledi ven so vedno komplikacija, ampak tudi pogled iz stanovanja ven je sicer super, ampak ti snemaš eno sceno, ki traja 5 minut, tam cel dan, sonce bo šlo tako, torej ti si pa v 6. štuku, 6. nadstropju, ne moreš vplivati na zunanjo luč, ker nimaš jo kam dati, ker je previsok. Imaš sicer super pogled, ampak ne boš pa imel kontrole nad situacijo. 5 minut pa bo vreme čisto drugačno in boš imel cel stanovanje praktično, če pogledaš ven, drugače osvetljen, ne. Pa kam boš dal catering, kje bojo ljudje jedli, ne, tam Pa lahko si narediš stanovanje čisto po svoji viziji, lahko umakneš steno, če bi dal tja kamero, pač lahko si prilagajaš, kakorkoli imaš kreativno vizijo, točno tako narediš, ne, ima neke pluse studio, ne. Ni pa nikoli čisto isto, tudi ne moreš recimo vrat zelo putniti tako, ko se pol zamaje cela.
Ne. Ja, pol je stvar kakovosti izvedbe, ne. Koliko denarja imaš, da boš ta stanovanje res postavil tako, da bo izgledalo kot realno stanovanje, z vso patinažo, z vsem tem, kar spada Ja, pa zraven. tudi to, Spoji med stenami, zmer se vidi. Ne, dve so, da. Zelo težko je to dobro narediti pri teh sredstvih, ki jih imamo. Ne? Ampak nekje je ločnica. Če rabiš stanovanje na lokaciji za 3 tedne, je to že fakt. To je že... ja, ampak je bilo tako. Mislim, mi smo Ja. ga najeli pol za 2 meseca, ampak je bil kar fakt, ja. Mislim, je pa drugačne. Mislim, težko je v studiu narediti stopnice, na primer. Stopnice so vedno problem. Hoja po stopnicah v realnem bloku ali pa hoja po stopnicah v studiu, ne. Kar se tonskega dela tiče, ne. Tudi ton moramo upoštevati, ne. Ne. Mislim, pa reš pa, ne vem, pri tem filmu, ko smo bili pa na realni lokaciji v bloku v 6. štuku, ne, greš pol dol do teh gradbincev, ne, Pickhammer, vsi veste, kva je, ne. Pa ga jaz vprašam, mislim, jutri bomo pa čez dan, pa a je kakšna varianta? Ja, fantje, ni problema, ne. Ste jutri sam Pickhammer tamle tolče, ne. To ne se ne slišali. Tako to je. Ali pa motorke v naravi, ne. Gost, ja. Ne. Se Ja, poznate. smo šli tja, ker ne bo avionov, ne, pa so bili pa vse športni avioni, ne. In potem začneš delati, ne, in nekje tam gor na nekem hribu, motorka, ja, greš gor, ne. Mislim, da sem rabil 2 ure, da sem prišel do njega na konec pešne. In ko pridem do njega, prav, super, ni problema, glih sem končal. Ja, ali pa ga ujameš, ne, pa glih tam z motorko razgraja, pa mu daš 20 evrov, ki jih nimaš kako upravičiti, in drug dan jih bo 6 z motorko, ker oni talajo. 20 evrov. Tudi to se je že dogajalo, to so sicer bolj taki miti in legende o slovenskem filmu, ampak je to. Še kakšno zadnje, ker čaka nas pogrinjek. Ja, izvoli. Ne, po moje takoj ga sprejmeš, mislim, če te to te more veseliti, pa morate biti fajn tak slog življenja, drugače ne vzdržal enega filma. To pač morate veseliti tak, bolj je tako, da s časom ugotoviš, da je to mogoče pa kar naporen, pa si nisi predstavljal, da bo tako po parih letih, ne. Moraš pa po moje takoj to, mislim, to ti more biti fajn, ta cirkuški, nek naša karavana, ki se seli okoli in dela, ne, veš. Saj ponavadi takoj grejo, tisti, ki jim ni, ki napadejo, Ja. takoj grejo, eni pa pač naletijo na to izčrpanost potem, pa leta, seveda je vsakič težji, pa pride še družina, nove obveznosti, a ne, s časom drugače razpolagaš, kot si prej, ko si bil samostojen sam, ko nimaš velikih potreb, ne finančnih, ne časovnih, in je pol čisto drugačne. Flegma nisi nikoli. Ampak lažje rešeš, ker veš, kaj se dogaja. Bolj mirno rešuješ, recimo, ja, Tako nekako. ko imaš več izkušenj, pa imaš kakšen odgovor že na kakšno vprašanje, že vnaprej, ne. Flegmatiki so zelo slaba varianta za film. Če je nekdo zelo preveč miren. je to čuden. Preveč živčen pa spet ni dober, ampak ja, nek vmes. Še kdo? Eva. Ilegalni. Ponavadi producent noče dati, ne povej tako. Ti imaš soft, mislim. Jaz imam Movie Magic scheduling, pač je za planiranje pa za razdeljevanje. Dispozicije pa še zmeraj na Ambersi pa Excel.
Gledam pa neke nove, so še eni programi zdaj prišli, ki so v redu, sem še gledam, kjer je ok, no. Ampak zaenkrat ta dva. Word, Excel, internet, pa vremenske napovedi. Kjere vremenske? Meteo, Il Meteo, Arso, ta finski, kva je že Y ali neki. Ne vem, kaj imam na telefonu, pa ne vem. dobro. Kjer? Nor- Norveški, ja, bravo, ja. Tega, pa čak, ne vem, enega imam pa na računalniku, ki pa še za vetrove, pa je super. Lahko ti pošljem po mailu. No, in naj bo vprašanje znanega piflarja Luke Marčetiča tudi zadnje nocoj. Vabljeni vsi v predverje na skromno zakusko in podobno. Hvala za obisk. Hvala. Hvala.